Jaz danes ne bom imel birokratskega stališča, niti ne bom imel na pamet naučenega stališča, ki ga bom bral, ampak bom govoril predvsem iz srca, iz izkušenj, ki jih imam s tem zakonom, iz zgodb, ki sem jih slišal tekom obravnave tega zakona, iz zgodb zdravnice iz Anhovega oziroma medicinske sestre, iz zgodb lokalne delavke na CSD-ju, iz zgodb ljudi, ki so ali pa ki so zboleli, od ljudi, ki imajo svojce, ki so umrli, zboleli, ali pa od ljudi, ki so neposredno bolani. To so zgodbe, ki bi jih mogel slišati sleherni prebivalec ne samo te države in predvsem jih mogel slišati sleherni poslanec v tem Državnem zboru. To so zgodbe, ki so pretresljive, to so zgodbe, ki terjajo od vsakega od nas, ki predstavlja državo, opravičilo in kesanje za zadnjih 102 leti zdravstvenega trpljenja v Anhovem. Sprejeti ta zakon, kolegice in kolegi, ni politična obveza, ni političen akt, je moralna obveza, ki jo imamo do državljank in državljanov, do prebivalk in prebivalk tako Anhovega kot tudi konec koncev Krškega, mogoče o tem govorimo malo premalo, in do vseh ostalih območij, kjer živijo ljudje, ki jim je bilo nepravično, neustavno odvzeta leta življenja njim, svojcem, prijateljem, znancem. In Poslanska skupina Svoboda bo svojo moralno obvezo in svojo dolžnost opravila soglasno in ta zakon s ponižnostjo sprejela.